Kot nek opazovalec, pa v končni fazi tudi kot nekdo, ki se politično udejstvuje, bodo največji izzivi boj proti korupciji. Slovenija ima na tem področju ogromno težavo. To je težava, ki se vleče že iz prejšnjega sistema, je razpršen praktično v vse pore, vse sisteme in vse podsisteme, tako da bo na tem področju zelo velik izziv. Druga stvar je decentralizacija, se pravi preseliti nekatere državne ustanove širom države, širom Slovenije. Moje mnenje je, da Slovenija ni samo Ljubljana, Slovenija je Koper, Slovenija je Maribor, Slovenija je Celje, pa tudi drugi kraji, tako da bi bilo pametno te ustanove razpršiti po Sloveniji, da tudi drugi kraji dobijo svojo težo. Tretja stvar je demografija, pa ne samo v gospodarskem in finančnem smislu, ampak tudi v smislu identitete naroda. Dejstvo je, da rodnost Slovenk in Slovencev upada. Vlada oziroma oblast, ki smo jo, hvala Bogu, dobili, se mora s tem ubadati. Tudi napovedala je, da se bo. Je treba ta trend upada rodnosti spremeniti. Kot rečeno, ne samo iz gospodarskega in finančnega vidika, ampak tudi iz vidika identitete naroda. To so 3 točke, ki bi jih izpostavil in se mi zdijo najbolj pomembne oziroma največji izzivi prihodnje vlade. Torej, po mojem mnenju,